Dame in gospodje, dobrodošli na slavnostni podelitvi trem najsvetlejšim muzejskim zvezdam posavske dediščine letošnjega leta. Kakšni podelitvi! Naravnost vrhunsko! Kar za mano, prireditev poteka v Viteški dvorani. Gospa, spoštovani, lepo vabljeni. Saj vem, zdaj se vam zdi, da ni nikogar, ampak ljudje v muzeju so reči v zraku. Zgodb je toliko, da stene govorijo. Poglejte. Nekaj oči je z nami tudi na spletu. Lepo pozdravljam vse, ki nas gledate od doma. To je zaključni izbor iz 21 muzejskih zvezd posavske dediščine. Te ste tekom leta izbirali prav vi, obiskovalke in obiskovalci Posavskega muzeja Brežice. Če bi radi videli celoten izbor, odklikajte na tole spletno stran, ampak ne zdaj. Zdaj je čas za spektakel. Izmed 21 finalistov je prva, najsvetlejša muzejska zvezda... Žensko kolo muzealke Ive Stiplovšek. Gospa Iva Stiplovšek je skoraj 50 let delala v Posavskem muzeju Brežice. Svoje kolo je pozneje podarila sodelavki Jožici Strašek, ki se je vse do upokojitve v 80. letih 20. stoletja z njim vozila v službo. To kolo je v muzej ves čas vozilo uslužbenke, posredno pa seveda tudi kopice obiskovalcev s prijaznim, legendarnim vabilom gospe Stiplovšek, vljudno vabljeni, nič siljeni. Naslednja velika zvezdnata nagrajenka je... prva izdaja Biblije v slovenskem jeziku. Dalmatinova Biblija je najpomembnejše delo slovenske protestantske književnosti in rezultat gibanja, ki je zaznamovalo 16. stoletje, rezultate pa uživamo še danes. V Posavskem muzeju Brežice hranimo enega izmed izvirnikov, katerega prvotni lastnik je bil kapucinski samostan Krško. Zaradi izjemne vrednosti je izvirnik obiskovalcem na voljo le občasno, vedno pa je razstavljen faksimile iz leta 1968. Samo še ena velika nagrajenka je pred nami in to je... posodica iz Ajdovske jame pri Nemški vasi. Lončena posodica iz Ajdovske jame pri Nemški vasi je najverjetneje najstarejši obredni predmet, ki ga hranimo v Posavskem muzeju Brežice. Že na prvi pogled je očitno, da gre za predmet posebnih namembnosti. Analize njene vsebine so pokazale, da so bili v notranjosti prisotni ostanki loja in jelkove vejice. Povsem verjetna razlaga je, da so jo uporabljali kot svetilko ali kadilnico. To je bil naš izbor treh najsvetlejših muzejskih zvezd. Zdaj pa vas vabimo, da naredite svojega. Kako? Trenutno nas spremljate prek spleta. Če pa pridete sem, v živo, vam bodo stene muzeja spregovorile še glasneje. Itak je pa gospa Stiplovšek povedala že vse. Vljudno vabljeni, nič siljeni. S Posavskim muzejem Brežice vam voščimo lepe novoletne praznike, v letu 2022 pa vam želimo ogromno navdihujočih zgodb. Kakšno lahko najdete tudi tule.